Od temeljitih policijskih preiskav pa k še bolj temeljitim policijskim preiskavam. Potem, ko so konec lanskega leta možje v modrem končali večmesečno stavko, njihova delovna vnema očitno ponovno sega v nebo. Dobesedno. Če ste se minulo soboto okoli 3. popoldne peljali proti obali in na primorski avtocesti pri Brezovici zagledali nenavaden prizor policista v zraku, vam ni treba podvomiti o lastnem vidu, ker je policist dejansko tam tudi bil. Takole je kar z digitalne avtocestne table z radarjem meril hitrost spodaj vozečih vozil. Prav ste slišali, medtem ko policija v Dubaju eksperimentira z lebdečimi motorji, v slovenski policiji eksperimentirajo s Spidermanom. Ne, mislim, resno. Pa kaj je delal ta gospod, preden se je priključil policiji? Je bil čistilc oken na Nebotičniku? Vzdrževalec Aljaževega stolpa? Kaj je delal? Mogoče je bil hišni dimnikar pri TEŠ 6. Je pa zanimivo, da se je policija kar 5 dni izmikala odgovoru na vprašanje, ali je policist nemara delal na lastno pest oziroma ali je na višini delal v skladu z vsemi varnostnimi pravili. 5 dni, lejte, meni ni čuden. Meni ni čuden, da so rabili 5 dni, ne? Ker prvič, policist se je res dobro skril in je trajal 5 dni, da so ga našli, prvič. Pa imeli so premalo mož, ker je 150 policajev bilo še z Marmarini, ni šlo. Ni šlo. To tudi razloži, zakaj je bil policist tam sam, brez partnerja, ne? Ali je njegov partner trdo delal v Novi Gorici, ali pa je kolegu pod panojem držal ravorsko lojtro. Nekaj moglo biti. Dajmo pogledati, kako je potekalo to nenavadno merjenje hitrosti, me zanima. Ob poslušanju prometa se je sprehodil nad avtocesto in prišel do mesta, kjer je začel izvajati meritve hitrosti na odseku, kjer je na avtocesti omejitev 80 km/h. Pa kam greš, Franci? V redu je. Na avtocesti omejitev 80 km/h namesto 130. Verjetno zaradi varnosti. Tisti avtocestni odsek velja za zelo nevarnega, ker obstaja nevarnost padajočih policajev s panoja. Kaj pa, če bi mu merilnik padel? Ne bi, so zapisali. Policist je imel merilnik okrog telesa. Policaji so rekli, ne bi. Morda je tam zgor za policiste res bolj varno kot sred avtoceste, ampak obrazložitev policije zveni precej podobno, kot je izgovor pijanega voznika. Gospod, kaj pa, če bi povzročili nesrečo? Ne bi. Sem bil prepasan. Zaradi uspešnosti nedavne skrivalne akcije pa je na policiji že razmišljajo, da bi policisti na prehitre voznike prežali tudi smrek iz toprozračnih balonov in iz medvedjih kostumov. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!